Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem v samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju plazam, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, četudi je svet začaral čudi si mi večkrat pogled. Tudi nasmehljaje kazala mi kras, le mate sem mislil ljubiče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsekdar. In zadnja, ko ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava v telu. Kjer ptiči radostno naznanjajo dan, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Prav lepo vas pozdravljam tukaj v Marinem domu. Moj spomin seže nazaj približno kar 2 leti. Če imam prav spominu, pred kakšnimi 2 leti sva se z gospodom Janezom Kovačičem dobila tu v bližini Marinega doma in sva se dogovarjala verjetno kakšne obnove okrog župnijskih zadev in je rekel, moja želja je, da bi tukaj v Marinem domu naredili neko zbirko slikarskih del. In potem smo odšla v ta prostor, malo pogledala, kako bi bilo. In takrat je bila prva ideja, kako bi se to nekaj dalo zasnovati, kljub temu, da je tukaj srečanje veručnih skupin, pevskih skupin, razni dogodki, predavanja, da bi ta kraj, kjer smo, dobil tudi neko noto še slikarske umetnosti. In skoraj, kar pred 2 leti je prišla potem ta misel, da bi ta del, ki je na, če gremo od vhoda na levi strani, bil kot ena stalna razstava.
In to je bilo takrat nekako v želji tudi vašega osebnega jubileja, 80-letnice življenja in ne vem koliko let ustvarjanja. Potem, ko se je pa že ta ideja oblikovala za stalno zbirko v tem prostoru, je bilo pa še druga ideja, da bi že v sam prostor po stopnišču, ko tukaj zgore pridemo, bila še drugi del slikarskih upodobitev, da nas pelje v prostor. In tako je, mislim, da v tem letu bilo postavljeno v tem prostoru šele par dni nazaj, pa tudi po stopnišču. Ta otvoritev, ki jo imamo danes tukaj, bi po želji bila že pred kakšnim letom nazaj, pa so bili taki časi zaznamovani z omejitvami, ki smo jih živeli, tako da je kar nekako se odmikalo. Danes, po enem letu skoraj čakanja, pa smo dočakali trenutek, ko smo lahko tukaj zbrani v veliki hvaležnosti, da lahko združimo več oblik umetnosti. Že na Pivski vaji sem rekel, tukaj se združuje umetnost slikarski del, umetnost glasbe, umetnost vzgoje, umetnost razmišljanja o stvarih, ki se nas dotikajo, kadar so srečanja, Antonijevi večeri, in naj bo ta kraj stalne zbirke tudi kraj hvaležnosti. Zato, da nam Bog je dal talente, ki jih lahko razvijamo, delamo z njimi in prav v tem duhu, kot sem omenil pri Sveti maši, tukaj vidim, kako je na mestu ta Gregorčičev vers v pesmi. Ne, kar velja ne stan, ampak kar more mož je storiti dolžan. In v tem prostoru, kjer smo zbrani, se dogajajo različne stvari, ki nas povezujejo, bogatijo in sem res hvaležen, da je župnija dobila tudi stalno zbirko vaših del. Naj bo to bogatstvo vseh obiskovalcev in tudi en lep spomin v kraju, kjer zdaj že živite približno več kot pol življenja. Vsaj tako občutek imam. A sem se... 42 tisoč. Jo, več kot pol življenja. Na prizorci. Iskrena hvala za prvič to pobudo, pa tudi za vaša dela, ki so lahko tukaj v Marinem domu razstavljena za naprej. Poklone. Spoštovani obiskovalci, dragi in cenjeni akademski slikar, magister slikarstva Janez Kovačič. To leto je zanj praznično, jubilejno in hkrati tudi izjemno delavno. Kajti v tem letu je avtor nanizal svoje številne razstave. In ta današnja, ki jo postavljamo na ogled in ki bo res del stalne zbirke, je nedvomno nekaj posebnega. Je ena velika zahvala življenju, talentu, umetnosti, ki njegovo življenje resnično nenehno osmišlja in izpolnjuje. Janez Kovačič se je torej pred 8 desetletji rodil na Rakitni kot drugi od 8 otrok v težkih časih. Ampak z enim talentom, ki mu je bil darovan,
in ki ga je z eno izjemno vztrajnostjo, delavnostjo, študijsko poglobljenostjo filil na akademiji, na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Življenje ga je vodilo vse povsod, tudi v tujino, ampak potem, kot smo že slišali, se je pred 42 leti ustalil tukaj na Brezovci, si ustvaril družino, topel dom in atelje, kjer se iskrijo njegove ideje in v tem prostoru tudi realizirajo. Čeprav ne samo v ateljeju, kajti slikar rad odhaja tudi z ateljeja, se udeležuje različnih delovnih srečanj, simpozijev. Skratka, živi polnost tega svojega poklica in lahko bi rekla tudi posebnega poslanstva, kajti umetnost v tistem svojem primarnem poslanstvu je nedvomno humanistična, namenjena ljudem, in da je temu tako, dokazuje avtor tudi svojim, ne samo slikarskim, ampak tudi širšim delovanjem in potrjuje tudi to današnjo razstavo. Je avtor, ki svojo poetiko utemeljuje na realistični likovni tradiciji. Čeprav so njegove podobe, njegove slike zavezane svetu vizualnih informacij, resničnosti, pa vse te podobe uresničuje z njemu lastno čutnostjo, z enim globokim občudovanjem in spoštovanjem do lepot stvarstva. Zato je najpogosteje prisoten motiv v njegovi ustvarjalnosti prav krajina, bodisi naravna kot tudi urbana. Avtor občuduje vse tisto, kar je povezano s človekom, kar so eni posebni predmeti, ki pričajo o načinu življenja, zato mu je blizu tudi tihožitna motivika. Med tihožitno motiviko se še posebej poklanja cvetličnim kompozicijam, tistemu, kar je v naravi, v stvarstvu najlepše in najbolj dovršeno. In vselej znova se spominja tudi človeka. Velikokrat prav v portretni podobi ustvarja dvojnike živih ljudi, ki ga nagovarjajo svojo zunanjostjo in tudi z bogatstvom svoje notranjosti. Vse te dimenzije njegovega ustvarjanja v vsebinskem smislu so tudi prisotne na današnji razstavi. Jezera, polja, hribi, gozdovi, drevesa, svojo kot tisti naravni element in hkrati tudi kot izrazito simbolen element povezovanja zemeljskega z nebesnim in s tem materialnega z duhovnim. In tako naprej. Vsi ti motivi torej so v avtorjevem opusu izjemno pogosto uresničeni, vendar vsakokrat znova čutimo, da jih avtor neguje, doneguje, izrazi z njemu lastno čutnostjo, z enimi izjemnimi emotivnimi doživetji, z enim spoštovanjem in tudi s poznanjem, da je stvarstvo tisto, ki je resnično najbolj popolno, najbolj dovršeno. Zato ga pri njegovem ustvarjanju Janeza Kovačiča vedno vodi ta jasen način likovne interpretacije, za katerega je značilna tako barvna kot oblikovna dovršenost. Ampak
ta zavezujoč odnos z vizualno stvarnostjo avtorju vendarle omogoči, da izrazi tisto, kar čuti. Čuti v odnosu do videnega in tudi do medija izražanja, ki je njegova velika ljubezen. Avtorjevi naglasi so prisotni tako pri sami izbiri motiva, pri izbiri točke očišča, ko nam avtor odpira široke panorame, ko nas vodi v globino slikovnega polja, ko izpostavlja posamezne akterje dogajanja, ki so bili zanj najbolj nagovarjajoči, ko s svojimi osebnimi naglasi daje poseben žar in posebno žlahtnost tonskega razpiranja in žlahtnih nijans tej bogati naravo posnemajoči paleti. Ko se odloča, da bo sledil slikovitosti najrazličnejšim svetlobnim stanjem. Ko se odloča, da bo na eni strani ob tisti disciplinirani, precizni potezi izrazil tudi tisto, ki prihaja iz njegove notranjosti, ki je ekspresivno uzdramljena in ki včasih zabriše tisto realnost podobe in ji daje notranjo osebno živost. Vse to so tisti avtorski naglasi, ki potem izražajo to avtorjevo čutnost, to avtorjevo domačnost in domačijskost, ki jo goji do najrazličnejših vsebin. In med temi vsebinami, ki jih avtor v obliki uravnoteženih in premišljenih ter osmišljenih kompozicijskih stanj prenaša na slikovno površino, igrajo tudi pomembno vlogo motivi, ki pripadajo sakralnemu svetu umetnosti, ki imajo krščansko ikonografijo. Tukaj vidimo križanega res v eni izraziti avtorski podobi in močni izraznosti. Ampak tako kot avtor v realistični maniri upodablja svet zunanjega, tako tudi takrat, ko ustvarja, na primer, motiv polaganja v grob po predlogi, to predlogo izživi na njemu lasten način. Njegova dela torej so razpeta med videnim in doživetim, med izjemno risarsko močjo, ki je armatura njegovih del, in močjo, izraznostjo, temporalno in simbolno dimenzijo, ki jo prinašajo barve. Avtor nam tukaj odpira samo delček svoje ustvarjalnosti.